Rožni venec moli na tisoče Slovencev in milijone katoličanov vsak dan, kako pa je pravzaprav nastal? Rožni venec ima korenine v molitveni tradiciji zgodnjih kristjanov. Menihi so vsak dan molili vseh 150 psalmov, kar je bilo za večino ljudi, ki so bili v tistem času nepismeni, zelo zahtevno. Zato se postopoma uveljavila navada, da so namesto psalmov molili kratke in preproste molitve, predvsem Oče naš. Molitev Zdrava Marija se je kot samostojna molitev oblikovala postopoma, približno med 8. in 11. stoletjem iz svetopisanskih verzov iz Lukovega evangelija. Današnja oblika molitve je nastala v 16. stoletju, uradno pa je potrdil papež Pij V. leta 1566. Za štetje molitev so verniki ponekod uporabljali kamenčke, pa tudi vrvice z vozli ali kroglicami, kar je bila praksa uveljavljena že v 10. stoletju. Po cerkvenem izročilu je sveti Dominik leta 1214 prejel razodetje Device Marije, naj ljudi uči molitev rožnega venca kot pot poglobitvi vere. V 13. stoletju se je zgodil pomemben premik. V ponavljanju molitev so začeli dodajati premišljevanje o konkretnih dogodkih iz Jezusovega življenja, tako imenovane skrivnosti. Te sprva še niso bile natančno določene, jasno urejene so bile šele leta 1569, ko je papež Pij V. dodal 15 skrivnosti, 5 veselih, 5 žalostnih in 5 častitljivih. Ta oblika rožnega venca je ostala nespremenjena več kot 400 let, vse do leta 2002, ko je papež Janez Pavel II. Dodal še 5 svetlih skrivnosti. Tako smo dobili rožni venec v obliki, kot ga poznamo danes.